Lep pozdrav. Četrtletje, ki je za nami, je bilo nadpovprečno donosno na kapitalskih trgih. Razviti delniški trgi so namreč pridobili kar desetino vrednosti, od tega še najbolj ameriški delniški trgi, evropskim oziroma evrskim vlagateljem pa je še najbolj pomagala depreciacija evra v primerjavi z nekaterimi pomembnejšimi valutami. Nekoliko drugačne so bile razmere na obvezniških trgih. Tam so zahtevane donosnosti na državne obveznice zrasle, kar je seveda negativno vplivalo na vrednost obvezniških naložb. No, kljub temu so temu trendu kljubovale obveznice izven naložbenega razreda. Nekaj dogodkov je zaznamovalo preteklo četrtletje. V Ameriki smo dočakali inauguracijo novega ameriškega predsednika, ki prinaša neko predvidljivejšo politiko v Washington. Kmalu zatem mu je uspelo v kongresu sprejeti nov sveženj fiskalne pomoči, vreden 1900 milijard dolarjev, ki bo namenjen sanaciji gospodarstva zaradi pandemije. V marcu smo dočakali tudi predlog novega infrastrukturnega načrta v Združenih državah Amerike, s katerim nameravajo obnavljati infrastrukturo, relativno zastarelo infrastrukturo v naslednjih 8 letih. Nenazadnje so se močno izboljšale tudi napovedi gospodarske rasti, ne samo v Ameriki, ampak tudi drugod po svetu, in opažamo tudi zelo močen optimizem pri podjetjih. Gospodarska aktivnost v prvem letošnjem kvartalu je bila še relativno skromna. Na to je vplivala pandemija in še trajajoče zaprtje v nekaterih delih sveta. Ta aktivnost bo kmalu znana z objavami rasti bruto družbenega produkta za prvo četrtletje. No, medtem ko v drugem četrtletju so napovedi že bolj obetavne. Delovalo bo seveda šibko in zahtevno bazno leto oziroma bazno obdobje iz primerjave v lanskem letu, tako da napovedi za Združene države Amerike in evroobmočje kažejo na močan odboj gospodarske rasti bruto družbenega produkta v drugem letošnjem četrtletju. Napovedi za celotno leto so prav tako nadpovprečne, spodbudne. V Ameriki se napoveduje rast okrog 6,5%, to je rast najvišja od 80 let prejšnjega stoletja. No in nadpovprečna bo po vsej verjetnosti rast tudi v evroobmočju okoli 4%. Omenjeni dvig zahtevanih donosnosti obveznic je zmanjšal razliko v pričakovani donosnosti obveznic in delnic. Kljub temu, da se je privlačnost delnic nekoliko zmanjšala, menimo, da v tej relativni primerjavi med naložbenimi razredi predstavlja še vedno najobetavnejšo alternativo. Znotraj regij ohranjamo višjo naklonjenost Združenim državam Amerike in trgom v razvoju. Kot omenjeno, v Združenih državah Amerike so zelo učinkovito poskrbeli za sanacijo in kot kaže, bomo v tem četrtletju dočakali tudi ukrepe za nadaljnje vzdržno okrevanje. Pri trgih v razvoju smo nekoliko bolj selektivni. Všeč nam je azijska regija, predvsem njen notranji trg omogoča nadaljnjo okrevanje. Pri sektorjih ostajamo manj naklonjeni defenzivnim sektorjem, hkrati pa višjo naklonjenost namenjamo sektorjem informacijske tehnologije, potrošnim
dobrinam in pa komunikacijskim storitvam. COVID-19 je na kapitalskih trgih že praktično pozabljen. Realna ekonomija pa vseeno še kako skrbno in pozorno spremlja razpoložljivost cepiv in vrste pred cepilnimi centri. Generalno gledano gredo stvari v pravo smer. Dejstvo, na katerega smo opozorili že v preteklosti, so visoka vrednotenja, ki so še vedno prisotna na trgih in izražajo neko višjo stopnjo optimizma med vlagatelji. No, pričakujemo, da bodo tem vrednotenjem, tem visokim cenovnim količnikom nekoliko pomagali boljši rezultati poslovanja podjetij tekom leta. Več o našem razmišljanju o kapitalskih trgih v prihodnjem četrtletju, pa tudi o pojavu inflacije, si lahko preberite v našem naložbenem komentarju. Želim vam prijetno branje in srečno!